blagoslov, mir in radost od našega Gospoda Jezusa Krista. Lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno tudi na naše bogoslužje preko spleta. Odprimo naša srca in slavimo našega Boga. On je z nami, kljub vsem težavam glede koronavirusa. On je obljubil, da bo z nami vse dni do konca in verujemo, da se bo tudi ta čas iztekel in bomo lahko živeli in zaupali Gospodu naprej. Zato odprimo naša srca skozi pesem, slavljenje in čaščenje njega. Dovolimo, da tudi Božja beseda spregovori in se duhovno nahranimo to nedeljo. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem le. Živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden za vsak moj dih, za te vdihnem le. Živim za te, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden za vsak svoj dih, za te vdihnem le. Živim za te, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš.
in na ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trdnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. In na ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trdnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. Slici, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkri mi, kdo si, daj srce mi svoje, vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubim. Izzivi, preizkušnje, skušnjave bo tema, o kateri bomo govorili nekaj časa. Apostol Jakob piše v Svetem pismu: Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo. Kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. Nihče, ki je preizkušen, naj ne govori, Bog me skuša. Bog namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa rojeva smrt. Ne varajte se, moji ljubi bratje, vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. V življenju gremo vsi skozi različne izzive, preizkušnje, Svetopismo pa še zelo jasno govori tudi o skušnjavah. To je tema, ki nam govori o težavnih področjih našega življenja. Dejstvo je, da se nihče skozi življenje ne prebije brez težav. Jezus je učil, da bomo v življenju šli in imeli stiske in težave. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Jezus je učence učil, da je življenje velika šola, v kateri gremo tudi skozi stiske in težave. Obljubil pa jim je svoj mir, pomoč, da bodo stiske premagali. Ko pridejo težave, se postavljajo mnoga vprašanja. Zakaj se to meni dogaja? Pa ni več mogoče preživeti. Življenje je nepravično in tako naprej. Stiske pridejo velikokrat iznenada kot požar. Apostol Peter pravi, da so stiske kot požar, toda naj se jih ne čudimo. V končni fazi bodo iz nas naredile nekaj dobrega. Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja na vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Da bomo šli skozi težave, je pomembno spoznanje v našem življenju. Ko se zavedamo, da bodo prišle stiske in težave, tedaj se jih lotimo tudi na pravi način. Poglejmo podrobneje, kaj govori Jakob v vrstah, ki smo jih prebrali.
Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, katerega ljubijo. Nihče, ki je preizkušen, naj ne govori, Bog me skuša. Bog namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Jakob govori o preizkušnjah in govori o skušnjavah. Kaj je preizkušnja? Preizkušnje nam omogočajo, da se lahko spremenimo. V bistvu so to težave, ampak zdrave okoliščine, skozi katere lahko rastemo, razvijamo naš karakter, osebnost, lahko bi tudi rekli moralne in duhovne vrednote, zvestobo in ljubezen do Boga. Bog uporablja preizkušnje, da rastemo v veri, stanovitnosti, da nas lahko uporabi za največje vrednote v življenju. Zato Jakob pravi, moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Bog želi iz našega življenja narediti najboljše. Prav različne preizkušnje nas oblikujejo, spreminjajo, da postanemo notranje stabilni, močni, čvrsti, da postanemo ljudje stabilnega, zdravega in zrelega značaja. Bog uporablja preizkušnje, da bi nas pritegnil bliže k sebi in nas lahko oblikoval. Ko je naše srce osamljeno, ko se počutimo zapuščene, ko ne vidimo izhoda in je bolečina velika, tedaj ne moremo moliti nekih površinskih molitev. Tedaj je to priložnost, ko iz globin našega srca lahko kličemo Bogu. Velikokrat šele tedaj resnično Jezusa spoznavamo. Le tedaj se od Boga naučimo stvari, ki se jih v drugačnih okoliščinah ne bi. Preizkušnja ustvarja okolje za spremembo. Zato Jakob govori, da naj imamo to za čisto veselje, ker je to zdravi način sprememb, čeprav velikokrat tudi boli ali je to boleče v življenju. Bog je dovolil, da je Jožef bil po krivici v zaporu, Danijel v levnjaku. Bog ne bo dovolil stvari, ki bi nas uničile skozi preizkušnjo, katero nam daje. Ampak prav zgodba o Jožefu nam govori, da ga je Bog spreminjal in oblikoval in na koncu čudovito uporabil. Prav tako za Danijela. To so bile posebne izkušnje, ko je doživljal, da je Bog zvest skozi sredi težkih, nemogočnih okoliščin. Na poti preizkušenj bodo tudi padci. Peter je bil preveč poln svojega ponosa. Jezus, če te vsi zapustijo, jaz te ne bom, je dejal Jezus. Mora iti skozi preizkušnje, tudi skozi padce, da je spoznal svojo nemoč in da ga je Jezus lahko spremenil. Zakaj moramo iti skozi težke situacije? Zakaj nas Bog enostavno ne spremeni? Gre za odnos ljubezni. Starši ljubijo svoje otroke in jih vzgajajo, da bi postali dobri ljudje. Da ljubezen, ki jo prejme od svojih staršev, dajo nekega dne svojim otrokom in vračajo tudi svojim staršem.
Ljubezen vedno temelji na naši odločitvi in ne na programiranju. Zato preizkušnje ustvarjajo okoliščine, da se sami odločimo za spremembe in ljubezen v našem življenju. Obstaja blagoslov preizkušnje, ki pride skozi njo. Prebrali smo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. Obstaja zrelost, ki nam razodeva, da je Bog z nami, ki je popoln, ki lahko edini izpolni naše življenje, ki skrbi za nas, ki ima najboljše darove za nas. Zato nas želi pripeljati do te točke v našem življenju, da lahko imamo mir in izpolnitev v svojem življenju in da lahko služimo ljudem okrog nas. Jakob pravi takole: vsak dober dar in vsakor popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Če ste zdaj v preizkušnji in ne veste, kaj bi storili, kako bi se odločili, zaupajte Jezusu, zaupajte Bogu. Jezus je rekel: to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Sredi preizkušnje najdimo Jezusov mir. Izlijmo svoje srce pred njega. Dovolimo mu, da nas vodi, uči in pelje skozi preizkušnje, da spremeni naše življenje. Kajti situacija ali preizkušnja ima moč in Jezus je z nami, da gremo skozi. In zato pravi: jaz vam dajem svoj mir. In prav v preizkušnjah mi rabimo ta Božji mir, da se lahko na koncu pravilno odločimo. In želel bi, da se pomolimo, in če si preizkušnji prav zdaj, združimo se skupaj v molitvi in predajmo to situacijo Jezusu. Jezus, hvala ti za tvojo milost, za tvoj načrt, za tvojo dobroto. In Jezus, jaz te prosim za vsakega, ki je prav zdaj moče v preizkušnji in se sprašuje, kako se odločiti, kako živeti naprej. Jezus, daj svoj mir, da resnično v svojem srcu lahko vsi predamo tebi, dovolimo, da nas ti vodiš, da nas ti učiš, da nas ti oblikuješ skozi preizkušnje, da v našem življenju lahko napraviš nekaj najboljšega, da doživljamo blagoslov sami in da smo na blagoslov ljudem tudi okrog nas. Jezus, to te prosim v tvojem imenu in dotakni se vsakega, še prav posebej zdaj, ki potrebuje tvoje vodstvo in moč sredi preizkušnje. Amen. Mi bomo to temo še nadaljevali. Želim vam prijetno nedeljo, Božji blagoslov in ne obupajmo, ampak se zavedajmo, da so preizkušnje normalni del našega življenja.